Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Zagotovo ste že slišali, da je naše telo zemljevid in da nam ves čas nekaj komunicira. No, s tem, kje se najraje in največkrat nabira maščoba, tudi s tem nam veliko sporoča in danes boste ugotovili, kaj. Kateri hormon je v neravnovesju, kateri hormon je treba uravnovesiti, na kakšen način. V svoji družbi pa pozdravljam Simon Godina, lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. Torej, trenerka za hormone in zaščitnico. Zdaj, videli bova 5 fotografij, 5 različnih situacij nabiranja maščob, ki so pravzaprav tam, da verjetno nekaj zaščitijo, a ne? Da naredijo dodatno izolacijo. Ja, mesto, kjer se nabirajo maščobe, je tako en tak test hormonov. Brez da si daš krvni test ali pač katerikoli drugi test. Odlično. Poglejmo torej fotografijo 5 različnih mest, kje se dejansko to nabira in danes bomo torej povedali, kaj to pomeni. Torej, preštudirajte, a je to na spodnjem delu trebuha, a so to ljubezenske ročke, pa malo tam pri hrbtu, ali je to ta del stegen in zadnjice, ali so mogoče ramena, ste tukaj bolj take močne, ali pa je to mogoče ob telesu, kot lahko vidimo, se pravi v samem zgornjem delu. Torej, Simon, če mogoče začneva kar s prvo fotografijo, tukaj sem se jaz našla, no? Ta spodnji del trebuha dejansko. Če je tega kar velik, je zelo neprijetno, ko te kdo vpraša, če si noseča, ne? Kaj dejansko pomeni to okrog trebuha, ta spodnji del trebuha? Ja, v bistvu ta spodnji del trebuha je moten bioritem kortizola, ne? Tako da je pa tudi malo, je tako povezano z enim dnevnim bioritmom hormonov, ne? Tukaj imamo mi težave z hormoni na dnevni bazi, tukaj še ni nobenih mesečnih, ampak vpliva tudi na ostalo, ne? Tako da, ko se nam tukaj začne nabirati, pomeni, da je lahko bodisi neka motnja spanja, bodisi stres, premalo sproščanja. Moramo na tem nivoju malo pogledati. Se pravi, tukaj je 1A pravilo, skuram spat, s petelini vstat. Ja, definitivno, ne, tako kot ti učiš, ne, sem te poslušala, pridna, lepo, ta bioritem, ne. Saj to tudi jaz ženske učim, ne, ta bioritem, dnevni bioritem, svetlobni bioritem, tukaj se premalo zavedamo, da ga v bistvu tukaj najbolj grešimo, no. In je pa to tako enostavno, ne, ker vsi bi radi neke pomagala, ne vem, neke čudeže, ampak največje čudeže, da v bistvu ujamemo ta bioritem. Skuram vstat, s petelini vstat. Jaz sem sama že to tudi testirala, da če se ne naspim, se drugače telo obnaša, tako da je definitivno to. Odlično. Potem drug tip imava, kje se torej nabira maščoba, katerega bova torej izbrali. Se pravi, te love handles, te ročke, pa malo tudi zgornji del, se pravi na bokih, na hrbtu. Kater hormon nam tole povzroča? Ja, to so te mišelinkice, pa tam čez modrček, ne? Malo ven poštrli. Ja, vse to takole malo se delajo te šlavki, kar rečemo. To je v bistvu tipična inzulinska rezistenca. Saj ponavadi je to v kombinaciji s tem trebuščkom, ampak ponavadi najprej trebušček, potem se pa to začne. In ko se na teh delih začne nabirati, to pomeni, da imamo probleme z nihanjem sladkorja. Spet smo pri onem prvem, ker sva prej govorili, dnevni bioritem hormonov, ker sta si kortizol pa inzulin, tukaj gre za motnjo v bistvu inzulina. Ni še to diabetes, ker pred diabetesom je še ne 5 stopenj, da pridemo do tam, ampak je motena ta presnova teh sladkorjev, lahko je preveč v prehrani, nepravilno razporejeno, da so te luknje med obroki napačne, tako da tukaj mogoče bi bilo fajn te sladkorje izločiti, ni pa vedno samo to.
A ne? Tudi pravilno razporediti obroke, pri vsakom je pa to lahko drugače. Odlično. Če ste se našli torej v tem tipu, potem hitro na klepetobkavi.si, tam imate eno ikonico brezplačno in tam dejansko 30 dni brez sladkorja, krasen izziv, kjer boste spoznali, kaj se zgodi že 1 uro potem, ko ne zaužijete sladkorja, kaj se zgodi en dan, kaj se zgodi čez 3 dni, kaj se zgodi čez en teden in potem na koncu, kaj po 30 dnevih dosežete, kar boste tudi sami lahko občutili. Zraven so dani tudi recepti, zato da se boste znašli tudi tisti, ki bi rekli sicer, kom pa zdaj jedo, a ne. Tako da evo, to je, kar se tiče tega tipa. Zdaj, naslednji tip, torej zdaj so obdelali kortizol, inzulin dejansko, naslednji tip pa sporoča, kateri je ta tip, torej to je tip, kjer se nabira na zadnjici in na stednih, to bi zdaj skoraj rekli, da je malo modern, ne? Da se na tem delu... Eni si še dodajo. Ja, eni si še dodajo, ne? Ampak kaj govori, kaj je tukaj zdaj problematično ali ni problematično? To je tipična estrogenka. Tako da ponavadi so še tudi lahko močne prsi, ampak to bedra, ritka, te boki, ta del, tukaj smo ženske obložene zato, ker pač imamo tisto nalogo v življenju, da moramo pač zanositi in tako naprej, da nadaljujemo vrsto. Tukaj gre v bistvu za moteno presnovo estrogenov. Lahko je tega estrogena preveč. Dostikrat pri teh ženskah je težava lahko bodi si z dojkami, z miomi, z endometriozami, pač menstruacije motene, močne in podobno. Te ginekološke težave, to je dostikrat povezano. Tako da tukaj bi bilo za urediti presnovo v bistvu maščob, žolčnika, dostikrat ženske, ki imajo estrogensko dominanco, tudi jim odstranijo žolčnik, so tukaj težave, ker ta žolč v bistvu čisti. Pa verjetno tudi stran ksenoestrogene v smislu posnemovalca. Ja, definitivno to, kar pospešuje te plastika, vse te kemikalije, parfumi, mehčalci. En kup zadev, torej preverite si več na klepetobkavi.si oziroma če pokličete, imate celoten protokol pri estrogenski, torej dominanci. Midve greva pa naslednjo in sicer, da se nabira na ramenih, da so ramena taka obložena. Je to mogoče testosteron, ker to je bolj za moške značilno, ta široka ramena? Ja, zdaj ta ramena dostikrat tudi tako, ker ženske grejo tudi v menopavzo, ker ostali hormoni padajo, se pa tlele začne gor nabirati na tem delu. Mogoče za tiste, ki so PCOS, tam je dosti pogosto, da je problem lahko testosteron, ki pa sicer spet povezan z inzulinom. Torej govoriva policistični jajčniki? Ja, policistični jajčniki, ta sindrom. Jaz bi rekla, da ko so drugi hormoni v neravnovesju, da tlele gor tole, da pride do tega. Tako da je treba zdaj vse, kar smo do zdaj povedali, tamle moramo uskladiti. Uskladiti, baza je pa skuram. Ampak če je izrazito to, pol je lahko vezano bolj tako inzulinska rezistenca, ta dva bi tako povezala med sabo. Odlično. Sej verjetno je pri vseh baza enaka, da se uravnovesijo zadeve. In še zadnjo, torej, da se maščoba nabira na zgornjem delu telesa, na rokah, potem pa tudi ob strani. Tlele predvsem to, ja. To pomeni ščitnica, pač upočasnjena presnova na en način. Upočasnjena presnova, to da, ko začnemo hujšati, se najprej tlele začne. Trebuh ne bo šel toliko hiter stran, ampak tukaj ob strani tele, tole se bo malo zgladilo. Tako da je pa ščitnica močno povezana tudi z inzulinsko rezistenco in to se premalo ljudi zaveda. Saj dejansko kaj, pri ščitnici greš najprej kortizol postavljati? Ja, ker so adrenalne žleze, ker ščitnica je tudi nekako vezana na ta dnevni bioritem hormonov, bolj kot na neki mesečni ženski ciklus. Tako da to nihanje sladkorja, uravnavanje kortizola, dnevni bioritem je zelo pomemben za metabolizem, ker če se mi ne naspimo, bomo tudi bolj posegali po glikovih hidratih, večje bo nihanje sladkorja, tako da je tukaj, to je vse med sabo povezano. Zdaj vidimo, da je vse med sabo povezano. Tiste, ki imajo zdaj obloge na ritki pa bokih, pa tiste, ki so testosteron, zdaj pa eni se lahko estrogen v testosteron pretvarja, da je ta
ta pretvorba motena tudi. Ne? Tako da Odlično. različne kombinacije. Različne kombinacije, pristopa v osnovi zelo podoben, potem so pa samo tiste finese. Kaj več konkretnega najdete tudi na www.klepet@kavi.si. Glede na vaš tip, glede na to, kje ste se našli, kako ste se našli, oziroma kakšno informacijo lahko dobite, vsekakor tudi preko telefonske številke 02 6200 230.